Lepo pozdravljeni v Triglav Labu in na snemanju druge sezone podcasta Odkrito o skritem. Vaša gostiteljica sem Ines Posovnik in skupaj bomo skozi tematike spoznavali skrivnosti do bolj polnega življenja. Res sem vesela, da lahko danes z nami pozdravim dr. Sašo Steparski-Dobravec, ki je specialistka radiologije in avtorica programa Pokončna drža, dobra drža. Mislim, da je tole eden od pogovorov, pri katerem se bomo na koncu vsi držali malo bolj vzravnano in pa pokončno kot na začetku. Zato, ker se bova s Sašo pogovarjali o pomembnosti pokončne drže za naše celostno zdravje. Tako da, draga Saša, res se ti bi rada iskreno zahvalila, da si na današnji popoldan vzela čas, da boš poklepetala z mano. Veliko veselje mi je. Pa čisto za začetek, ne povem, da sva se midve že prejšnji teden videli in sva se dogovorili, da se bova tikali, da bo celoten pogovor malo bolj sproščen. Seveda. In za začetek me mogoče zanima, glede na to, da bova govorili o pokončni drži, kdaj si začela raziskovati to področje in kaj te je v bistvu pritegnilo? Ja, v Zdravstvenem domu Ljubljana sem bila dolga leta zaposlena kot radiologinja, kot vodja radiološkega oddelka, ker sem subspecializirala tudi za pediatrično radiologijo, so se mi tikali tudi otroci. Vendar bi rekla, glavnina našega dela je bilo vendarle opazovanje oziroma gledanje, slikanje hrbtenic, skeleta, bolečih okončin. Ugotovili smo v radiološki stroki že desetletja ugotavljamo, da obstaja razlika med tem, kaj pove rentgenska slika, se pravi, kakšna je povezava med izvidom, ki ga napiše radiolog oziroma z neko ugotovitvijo, kaj na sliki je, in z neposrednim kliničnim stanjem, z neposrednimi težavami človeka. In ker so doze sevanja pri slikanju hrbtenice relativno visoke, sem se že takrat, pravzaprav mi je klicaj delal in pravzaprav sem začela najprej iz vidika svoje stroke opozarjati na to, da je sevanja preveč, diagnostike preveč, zato ker pravzaprav boli nas pa zato, ker ne upoštevamo najosnovnejših danosti našega telesa. Tako se je razvila konzultacija pri radiologu, pa smo naredili uvodni del pogovora z pacientom pred slikanjem in mu povedali celostni okvir. Povedali smo dozo sevanja in povedali smo, da najverjetneje ne bo rentgensko slikanje bistveno vplivalo na potek zdravljenja. In zdaj kaj? Rečemo, hvala lepa, prišli ste na slikanje, ne bomo vas slikali, ker nima smisla, ali pa seveda se bolnik s tem strinja, ali pa ne. No, in tisti, ki so se strinjali, se mi je zdelo absolutno korektno, da jih usmerimo v pravo smer, kako bojo pa oni to svojo težavo in pokončnost dejansko lahko začeli negovati oziroma kako jo začeli delati vaje. In smo jih usmerili na prave naslove, 6 tednov smo rekli, naj delajo vaje ali določeno vadbo, določeno protokol. In po 6 tednih, če bi težave vztrajale, dobrodošli, da pridejo nazaj na slikanje. In rezultati so bili odlični, objavili smo tudi seveda v strokovni reviji izsledke. Odlični so bili seveda zato, ker 80% ljudi ni prišlo nazaj. In eden od teh 80% je bila pa moja sodelavka oziroma čez hodnik v Centru za krepitev zdravja, diplomirana medicinska sestra, ki je sicer v šolah dela in je bila ravno tako v tem mojem programu 6 tednov vaj pred slikanjem. Je rekla, pa veš, da to deluje? Pa to moramo otroke naučiti, pa vsi bi mogli to znati, pa zakaj tega ne znamo?
In moram reči, da je to najpogostejše vprašanje v zadnjih 10 letih, odkar smo potem tudi skupaj z njo in s fizioterapevtko in z ostalimi sodelavci skupaj zasnovali. Ne govorimo o sebi kot o avtorici programa, ampak kot skrbnici programa in bi rekla so avtorici, so ustvarjalki, ker je zelo veliko ljudi potem pravzaprav strokovno vplivalo na to, da je zdaj v taki obliki, kot je. Wow, izjemno. Se pravi, vas je tako zelo spontano potem pripeljalo vse na to pot. Saj se mi zdi, da se v večini primerov na tak način potem vse zgodi. Mogoče zanima, se pravi, vsaj jaz moram priznati, da sem kot držo vedno razmišljala o tem, sej to je nekaj lepotnega oziroma na izgled se potem vidi ta drža. A pa drža, recimo naša drža vpliva še na katere druge dele telesa, še na katere druge funkcije v delovanju našega telesa? V vsaki legi vpliva celo telo na celo telo, a ne? V vsaki legi, ko smo v leže, in če nismo v leže, potem smo pokonci, a ne? Na nek način smo potem pokonci. In zdaj v današnjem času nam je res tam v zadnjih 15 letih za dobo elektronskih naprav, se je pa to še dodatno potenciralo ali izpostavilo, da naše zavedanje, kako smo pokonci, ne obstaja. Nam je samoumevno, da se zjutraj zbudimo in vstanemo. Kaj se pa z našimi držo in lego telesa zgodi, pa ne vemo. Seveda, že sama lega telesa, tale naš stol je čudovit, res je čudovit. Zato smo se midve usedle pod turško, sva rekli, da bova kar pod turško, ker nam omogoča vsem pokončno, stabilno sedenje. V tej legi smo pa mi seveda nekoliko sključeni. In ko smo sključeni, imamo prsni koš potisnen proti trebuhu. S tem je so pritisnjena prebavila, pritisnjen je želodec, pritisnjena so jetra, raztegnen je hrbtni del, slabša je možnost globokega vdiha, pljuča se ne morejo dobro razpeti. Skratka, vsi notranji organi vejo, da smo v suboptimalnem položaju, ne morejo delovati res polnovredno, kot je to po dizajnu za pokončnost nekako namenjeno. To je, kar se tiče nekega celostnega odziva, drugače pa vedno bom se nekako naslavljala na naše znanstvene izsledke, ker vendarle je ogromno dela, pozornosti, življenjskih zgodb, specialistov, pa ne samo zdravnikov, strokovnjakov, ki so svoje življenja posvetili temu, da danes vemo o delovanju celega telesa, sploh o nevrovegetativnem delovanju, toliko kot vemo. In seveda vemo, da v tem takem položaju, ki je položaj neke relaksacije, morda se nam zdi, da v tem položaju počivamo, ampak je vse prevečkrat, vse prepogost v našem vsakdanu. V tem položaju pride do upada kognitivnih funkcij, pride do večje nagnjenosti k razvoju ali k manifestaciji depresivnih in anksioznih stanj, pride do težav z spominom, dokazali so upad spominskih funkcij, upad reševanja problemov, tudi sama senzorika je šibkejša, slabši vid, slabši vonj, telesna temperatura niha, tako bolečinski prag pade, prej nas začne boleti. Skratka, to je neka lega nemoči, kar je pa spet naravno, spet naravno, zato ker je to lega, ki jo naša podzavest pozna iz najzgodnejšega otroškega obdobja. A lahko pokažem? Jaz sem opremljena prišla.
To je super, da bomo si lažje predstavljali. Ja. To je ta naš skeletni dizajn. A ne? Skeletni dizajn. In zdaj v otroški dobi, zdaj to je seveda skelet odraslega človeka, to ni otroški skelet, pa vendar, a ne, ko se rodimo, je lega naše hrbtenice približno takole, a ne, tako v obliki črke C. In ko se mi lepo zleknemo v nek zelo udoben stol, bomo ravno tako približno v obliki črke C. Ta C ali crklanska drža, se hecam, velikokrat smo v šolah, pa se tudi z otroci pogovarjamo, pa uporabljamo vse sorte izrazov, laičnih. A ne. Ta črka C pravzaprav pomeni otroka, ki je dejansko neboglen. In šele iz te lege, ko se prekobali, pa začne dvigovati glavo, se začnejo počasi krivine vzpostavljati. Ne. Najprej smo bolj tako, potem se pa otrok, ko začne vstajati, pravzaprav vse bolj postavlja pokonci in šele ko vstanemo, pri prvem letu vsi znamo biti pokonci. Je naša drža vedno pokončna. Vedno razumemo, kaj pomeni biti pokonci. Zakaj? Zaradi tega, ker je naša fokus obrnen navzgor, naša radovednost je obrnjena navzgor, raziskovati želimo svet in okolico in iz tega ven je pa pravzaprav nastala tudi, bi rekla, vsa dinamika našega gibanja. Zelo preprosto, a ne, povedano. Tako da medenico, hrbtenico in glavo imamo dizajnirano tako, da v pokončni drži je pokonc. Da je medenica pokonc, da je dvojna S krivina pokonc in da glava spada nad hrbtenico. V današnjem času je to velikokrat tako. Wow, se pravi, zdaj se mi zdi, da smo vsi dobili ogromno razlogov, zakaj je dobro biti pozoren na našo držo. Ampak se pravi, kaj pa lahko zdaj vsak izmed nas že danes naredi, ali pa že zdajle naredi, da izboljša svojo pokončnost. Naredimo vajo. Ja, naredimo vajo. Vaja dihanja. Dihanje, ko vdahnemo, potuje, kot smo rekli, zrak navzdol, navznot, od nosu navzdol. Zato napolnimo najprej spodnji del pljuč in ko vdihujemo tako, kot da bi se razpeli. Se pravi, ne v prsni koš, ampak v hrbet, trebuh, prsi in izdih prsi, trebuh, hrbet. Še enkrat vdih, se razpnemo, dol gre zrak, v nas sprejemamo in ko izdihujemo, gre zrak gor in neguje našo pokončnost. Že z izdihom gre zrak gor, ven, oddajamo besedo ali dih ali oddajamo navzgor, kadar imamo pozicijo pokončnosti negovano. Sicer pa je naš stereotipen, naš tak vsakdanji vdih je vdih gor, izdih dol. Ne? In to bi radi zdaj obrnili. Je pomembno, da obrnemo, zato ker je naš dizajn narejen na to, da bomo vdihnili najbolj optimalno, kadar bomo vdihnili navzdol in odprli, spustili prepono in izdihnili gor. Tukaj je malo za videti, je pa veliko za prečutiti, sploh če sproti zdaj delate. No, zdaj pa poglejmo, kako lahko v 18 sekundah na uro pravzaprav telo, duševni del in nekak naš dušni mir zbudimo ali negujemo v svoji naravni, sproščeni pokončnosti. Pa se usedeš v neko prisilno držo. Tako.
kot nam je vsem lastna in je naravna. V današnjem času je to naravno. Mi ne pričakujemo pokončnosti, tako kot londonski bobiji, oziroma stražarji v palači. Ne te sorte, ne rigidno, ampak da znamo svojo pokončnost v trenutku narediti, v 18 sekundah, to je pa le zelo dragocen kapital. Pa začele bova pokončnost z medenice, pa malo naprej, malo nazaj, na sredino, pa vretence po vretence dvigujemo, zaokrožijo rame, stisnejo se lopatice, tonira se trebušček in si privoščimo globok, razpet vdih dol in izdih gor visoko, kot bi zaprl dežnik. Tako, in glava gre nad hrbtenico. In zdaj še en vdih, roke položimo na prsni koš, zamižimo, pustimo, da doteče mir, hvaležnost, izdih gor, vdih vase, izdih navzven podarimo, odložimo roke in se podarimo v nov dan. Hvala lepa. Moram priznati, da je tole res pasalo. Dobro, fino. Se potem začne spet zavedati malo telesa. Se mi zdi, da smo v današnjem svetu ogromno v naših glavah in premalo mogoče v telesu. Da. Jaz ne vem, kako ste se vi rodili, ampak spet bom popolnoma nestrokovno primerjavo ponudila, ampak jaz sem se rodila v enem kosu. Veste, telo in duševnost in duhovni del, vse je prišlo na svet naenkrat. In to isto vse naenkrat tudi skozi nas se razvija, raste, odziva na zunanje dejavnike, in na notranje spremembe, ampak vse hkrati. Ampak verjetno smo dostikrat v današnjem svetu ravno zaradi ogromno stresa odtojeni od telesa in potem se verjetno tudi ne zavedamo naše drže in gre avtomatsko naprej, pa še v telefon po možnosti. To samo po sebi ni nič nenaravnega. Mi smo dobili telefon in ga bomo uporabljali, tudi računalnik bomo uporabljali. Gre samo za to, da nas pravzaprav ta sključenost je prav, da nas malo iritira. To je tako kot zjutraj, ko si umijemo zobe, imamo zobe čiste in tudi znamo detektirati. Z jezikom znamo mi, če svoje zobe detektirati, da so zobe čisti ali ne. V teku dneva smo jedli kosilo. Jasno, da smo jedli kosilo. Potrebujemo hrano, jedli smo karkoli. Zobe vemo, da nimamo čiste. Nič ne de. Jih bomo po obroku ali zvečer ponovno temeljito očistili. Ampak ni dvoma, a jih bomo, a jih ne bomo. Ni dvoma. Pri hrbtenici pa nimamo te zavesti še, da pravzaprav je ta drža nekaj, kar ni reakcija v tem, da zdaj pa gremo mi športati. Ampak šport je absolutno nujen in zaželen in potrebujemo ga v mnogo večjem obsegu, kot si ga sicer mogoče neko povprečje populacije privošči. Ampak predno karkoli spremenimo, moramo spremeniti pravzaprav to, da znamo iz trenutka v trenutek, iz slabe drže priti v neko sproščeno pokončnost, ki nam tudi omogoča dih, ki je bistveno bolj poln in nas tudi povezuje z življenjem. In tukaj je naš večna povezava s tem, a bomo polnovredno dihali ali ne. Polnovreden dih je vezan na delo dihalnih mišic. Dihalne mišice, predvsem medrebrne, pa diafragma, so pa pravzaprav ta diafragma je nekako najbolj zapostavljena v zavesti
bi rekla, v današnjem času nekako najbolj zapostavljena mišica. To je čudovita mišica, ki loči prsni koš od trebušne votline in hkrati je notranji fizioterapevt. A ne? Za vsakim vdihom, če smo v dobri drži, na eni strani poveča pritisk, bodi si v trebuhu, bodi si v prsnem košu, glede na to, kako gre izdih, vdih. In s tem pravzaprav notranjo masažo izvaja. In kaj je še lepše, priraščena je zadaj na hrbtenico. In ta hrbtenica je pravzaprav naša šibka točka, spodnji del torakolumbalni oziroma prehod med prsno in ledveno hrbtenico, pa ledvena hrbtenica, so občutljivi na bolečino zaradi statične obremenitve, a ne, zaradi trajne prisilne drže. In s pravilnim postavitvijo oziroma poravnanjem nekim in globokim vdihom, pravilnim, to stavčno zvezo spuščamo, ampak je zelo ukoreninjena. Namreč vdih naj bo navzdol. Zakaj? Ker zrak potuje skozi nos, skozi trahejo, v pljuča navzdol. In kje imamo največji volumen pljuč? V zadnjem delu hrbta. Ne? Tukaj je trebuh. Ne? Ob strani in v zadnjem delu. Zato bomo razpeli vdih navzdol, kar izvolite. Kar izvolite. Razpnemo vdih navzdol in z izdihom pustimo, da zrak teče gor ven in nam s tem že neguje pokončnost. Nas že izdih, ko ozavestimo, da izdihujemo navzgor, se naša pokončnost že neguje. Brez velik dela, brez. Ne. In na ta način med delom, med dolgotrajnim sedečim delom, lahko ves čas pravzaprav prehajamo v ta neka naša stanja, ki so nam bolj naravna, s tem šparamo energijo. To ni samo tako metafora. Dobesedno ob pomiku glave naprej in sključenostjo se teža, ki jo hrbtne mišice nosijo, poveča. Glava nad hrbtenico tehta 5 kil. Glava premaknjena naprej v telefon, pa ne cela sključena, je 14-15 kil. Ko smo mi pred računalnikom in imamo še trebušne mišice popuščene in smo še v ledvenem delu popuščeni, je to 20 kil. Zdaj si pa dejte zjutraj 20 kil na hrbet, pa nosite cel dan, pa se vprašajte, ali ste porabili več energije. Skratka, naša pokončnost je naša skrita energijska rezerva. In s tem, ko omogočimo ta razprostrt vdih in izdih, ki neguje to pokončnost, pravzaprav sproti negujemo nekaj, kar nam zelo veliko energije prihrani. Malo zelo zanimivo, ne? Se je v bistvu ta ročica, če smo imeli fiziko, ne? Je v bistvu zelo logično. Ja. In potem verjetno, a ne, ko smo še mladi, se sploh ne zavedamo tega, ker v bistvu nas nič ne boli. A ne, verjetno z leti se pa te bolečine povečujejo. Pa si tudi opazila, da se z leti v bistvu ravno zaradi vedno bolj sedečega načina življenja, v bistvu te težave s hrbtenico povečujejo. Oziroma, a ne? Seveda. Sej bi rekla, to je pa del fokusa naše stroke, ne, in tudi primarnih preventivnih programov, bolečina v hrbtu ali pa low back pain, kot rečemo, bolečina v spodnjem delu hrbta, je drugi najpogostejši vzrok za bolniško odsotnost v populaciji od 25 do 45 let, je prvi najpogostejši vzrok za bolniško odsotnost, daljšo od 7 dni, se pravi resna odsotnost, ali ki traja tudi pol leta, leto, ne, je prvi razlog v starostnem obdobju od 45 do 65 let, to je vse
absolutno delovna populacija. Ne? In kako zdaj k temu pristopiti? Ne? Veliko je narejenega, tudi celostna obravnava bolečine v hrbtu je izjemno dragocena. To, kar centri za krepitev zdravja zdaj ponujajo, in kineziologa, psihologa, bi rekla cel spekter, ne, tudi različnih vadb, neskončno dragoceno. Vendar moram reči, zaenkrat se naša stroka še ni lotila tega najosnovnejšega temelja naše pokončnosti, bi rekla, spodbuditi ali pa obelodaniti v populacijo. Ne? Če mi ne vemo, kje je medenica, če ne čutimo svojih trebušnih pa medeničnih mišic, če ne znamo potegniti hrbtenice navzgor, če je to del, kar nam je tuje, kot si rekla, smo se odtujili od telesa, potem lahko športna aktivnost ali dodatna fizična aktivnost v suboptimalnem položaju, ne, velikokrat vidim takole, da laufajo ljudje, ali pa niti tako ne, kar takole laufajo, ne, pa če laufajo ali pa kolesarji, ne, imajo tudi zelo pa veliki dolgi kilometri narejeni. To je pravzaprav vadimo napako in velikokrat neozaveščena intenzivna telesna vadba pripelje do dodatnih poškodb in dodatnega odsotnosti in se začaran krog potem kar naenkrat vzpostavi. Tako da dokler se ne postavimo sami pri sebi najprej telesno pokonc in dokler ne začnemo povezovati govorico telesa z našim doživljanjem, z našim čustvenim odzivom, z našim socialnim odzivom, do takrat je pač naključno, kaj se nam dogaja v življenju. Pa zdaj si že omenila, se pravi, zdaj sva pokazali to vajo, kako pogosto pa je smiselno to izvajati? Ja. Enkrat na leto. Bo dosti. Sej, konec koncev, vsi to že vse znamo. A kdo tega ne razume, ne zna? Razume. Hipno. Nič novega nisem povedala, nič posebnega nisem povedala. Ne? Nič posebnega nisem povedala. To, vsak, ki je imel težave z hrbtenico, je slej ko prej prišel do fizioterapevta, ki mu je povedal. In je rekel, delaj vaje. In potem je človek delal vaje, dokler ga je bolelo. Potem je pa nehal delati vaje. Kot da ne bi imel svoje medenice in hrbtenice ves čas s sabo. A ne? Ja. Se pravi, razum bo razumel, spremenil pa ne bo ničesar. V pravo smer razum osvetljiv, katero smer moramo iti. Kje bomo pa dobili impuls za to, da bomo dejansko želeli si te spremembe, to je pa drugo poglavje in je tudi hkrati odgovor na to, kako pogosto bomo to negovali. Majhne doze čim bolj pogosto. Recimo po 10 letih se je izkristalizirala neka oblika, 18 sekund na uro, 20 sekund na uro, brez prekinitve dela, brez da bi spreminjali setting, kjer smo, samo obrnjen fokus navznot, pozornost na to, kako smo. In ta pozornost ni samo na to, kako smo v telesu, ampak kje so vse napetosti. Ker stres je naš odziv. Okoliščine so okoliščine, doživljanje je pa naše doživljanje. Mi imamo tudi vsa čustva, ki so naša, ki so lastna in lahko na njih vplivamo. Ne? In če se vzbudi hrepenenje potem, da bi v resnici bili lahki, mirni, radostni,
ne, ali pa nevtralni, radosten ne moreš biti ves čas, ne, ampak vsaj z nekim mirom sprejemaš danost, trenutek, potem je to odlično izhodišče, da ta miren trenutek, ki je sprejemajoč, a ne, lahko povežeš s tem, da če si pokonci, je to mnogo lažje, kot če si v nekih držah, zelo razmišljujočih, zelo intenzivno delaš. To je govorica telesa. Govorica telesa je, da v taki drži se bomo mi vse zmenili, ampak spremeniti pa ne moramo nič, zato ker rabimo zelo veliko energije, da sploh sprejmemo okoliščine, kakršne so. Tako da eno z drugim. Ko enkrat ta želja ali to prepoznavanje ali to hrepenenje po neki sproščeni, živi, gibljivi, še to moram velikokrat ponoviti, da je naša pokončnost dinamična. Naš skelet je dizajniran zato, da je gibljiv v vse smeri. V vse smeri je gibljiv. Vse smeri. Ne? Tudi medenica skolkja, ne? V vse smeri. In to dinamičnost si telo želi. In če jo ohranjamo tudi v sedečem položaju, a ne? Ali pa vstanemo redno, na 3/4 ure vstanemo, na 1 uro vstanemo, tako kot so priporočila. Veliko programov je, veliko vadb, ki to že vse promovira. Nič novega. Ampak naša zavest, da je to nekaj, kar je del nas. Tega ni. Tega ni. S tem se ta pokončna drža, dobra drža program ukvarja v tem smislu, da ozaveščamo, da imamo duševno, telesno pokončnost, ki jo želimo negovati v sproščenem odzivu. Wow, res čudovito. Tako se mi zdi, da se v bistvu lahko potem nekako tudi s to, bom rekla, s tem orodjem ali pa s to prakso negujemo svojo držo in hkrati tudi smo čuječi. Tako se mi zdi, da lahko v bistvu v teh 18 sekundah na uro gremo spet v stik s sabo, se vprašamo, kje smo, kje je naša drža. Tako me je zelo v bistvu navdahnilo oziroma mi dal tako dobro idejo, kako bom od zdaj naprej skrbela za svojo pokončnost, ker vidimo v bistvu o tem, vse, kar si zdaj povedala, ogromno smisla. Tako zelo lepo. No, prav, hvala. To je pa tretji del, a ne? Tretji del programa, a ne? Se pravi, prvi je ta telesni del, drugo je dihanje in tretji je pristop, ki je celosten, ki ga dela celostnega, je čuječ pristop. In v današnjem času veliko govorimo o duševnem zdravju. Dejansko so resne generacijske težave. In brez telesa ni duševnega zdravja. Ne more biti. Duševno zdravje je doma v telesu. In če ne naslavljamo duševno in telesno zdravje hkrati, bomo počasnejši odziv imeli. Bomo imeli odgovor, jasno, da ga bomo imeli, ampak bo mnogo počasnejši. Tako da pravzaprav lahko velikokrat že samo s tem, da si rame nazaj obrnemo in se dvignemo glavo, dvignemo pogled navzgor in navzgor pomeni morda neko upanje, neka svetloba, mogoče neka druga perspektiva in tudi vidiš stvari drugače. In če to narediš zato, da boš pokazal, da te ne bo hrbet bolel, boš sproti videl tudi neko drugo perspektivo in svoje trenutno doživljanje mogoče videl v neki drugi luči. Hkrati pa ta občutek hvaležnosti za to izkušnjo življenja, kakršnakoli že je, lahko je tudi zelo težka, ampak je življenje in je enkratno. In tako malo časa smo tukaj. Tako malo časa. Da to hvaležnost in ta mir, to so spet naši nevroznanstveniki dokazali, 3 minute v občutku hvaležnosti dejansko spožusti ogromno količino serotonina, dopamina in ostalih hormonov,
ki nam blagostanje ponujajo. Tako da ja, v tej vaji, ki jo mogoče narediva potem še enkrat, je tretji del, se pravi, najprej poravnamo telo, potem naredimo razpet vdih in izdih, ki nas potegne pokonci, izdih, ki nas potegne pokonci. Veste, to je tako kot dežnik, ki se odpre in potem zapre in sredinski del ostaja pokončen. To, da je vse ostalo se sprostilo v izdihu. Se je pa sprostilo, In potem položimo roke na prsni koš. Kakorkoli že komur to pomeni, lahko zapremo oči, lahko gledamo v prazen pogled, gledamo v daljavo in z tem občutkom pravzaprav pustimo, da skozi to našo sproščeno tudi zagibamo malo, tudi glava se sprosti, trebušne mišice so malo tonirane. Vdihnemo, razpnemo se, izdihnemo, pustimo, da mir odzvanja in hvaležnost. Počasi odpremo oči in delamo dalje. In potem seveda upoštevamo tudi vsa priporočila, ki so v zvezi z bolj intenzivnimi in rednimi vadbami. Res lepo. Se mi zdi, da imamo včasih občutek, da je ravno ta skrb za naše psihofizično zdravje na nek način luksus, ampak bi mogla biti kar nuja. Oziroma, v bistvu ne rabimo veliko časa. Vse smo že zdaj pokazali, kako si umela 3 minute včasih, da gremo v stik s sabo, lahko naredi ogromno za naše psihofizično zdravje. Če to ponavljamo, mi rečemo 18 sekund na uro in če se te ure ponavljajo, recimo 3 mesece, pa v teku dneva enkrat 3 minute v čuječnost, prav prepustimo še dodatno odlaganju bremen in morda 10 minut, 20 minut neke telesne vadbe, zato da je telo, da so vsi sklepi dejansko res razgibani, da se cirkulacija, potem smo naredili neko osnovno ustno higieno. In to je nekaj, o čemer sploh ne bi rabili razmišljati, ne bi smeli razmišljati, če bi bilo to itak samo po sebi naravno in uvedeno. Tako kot si umivamo roke, tako kot si umivamo zobe, tako postavimo pa sproti krtačimo svojo hrbtenico. Vendar to še ni utečeno in zdaj se trudimo tele naše surikatke. Vidiš, imamo obe dve svojo. Ja, vsaka ima svojo. Te surikatke so zdaj trenutno lahko dober polštaček, ker vsi imamo radi kdaj pa kdaj, da se zliknemo nazaj, ampak če hočemo pa nekako imeti nek sproščen pogovor ali pa gledati televizijo ali pa se v miru usest, pa se dajmo usest po konce. Ampak mogoče ta stol, ta čudovit, lep dizajn, nam pa tega ne omogoča. Potem pa lahko surikata pomaga, pa jo imamo za polšter, pa nas malo podpre, pa nam malo olajša to sprotno pokončnost. Recimo, je pa to maskota našega programa, program postopno uvajamo v osnovne šole in seveda tukaj potrebujemo tako podporo zdravstvenega sistema, kot primarnega preventivnega programa, kot tudi šolskega sistema, za katera pa oba vemo, da so v hudih stiskah. In je morda videti, kot da so zdravstveni problemi mnogo večji, drugi problemi mnogo večji, ampak brez te neke spontane, pokončne, mirne, sprejemajoče pokončnosti bojo mnogo težje rešljivi. Dlje bo trajalo. Zato potrebujemo to nego pokončnosti. Vsi vsak dan, vsak v svojem življenju. Res lepo. In zakaj ravno
surikatka, maskota. Le zakaj? No, zakaj? Zakaj pa surikata lahko sedi pokonci? Verjetno zaradi njenih nog. Ja. A je prav? Skoraj. Skoraj, Verjetno, ja. ker sedi na sednicah. To mogoče. Okay. Vsekakor ima surikata nekaj, česar mi nimamo več. Rep. Ja. Rep. In surikata ima hudo mišico v repu in se podpre. In je trinožec. Tako kot sva mi dve zdaj trinožec. Mi dve lahko udobno sediva v tako imenovani turški poziciji, same po sebi, brez naslanjala. Zakaj? Zato, ker je razporejena, ne, teža telesa in naša statika, tako da nas ohranja lahko pokončno. Surikata lahko stoji kot trinožec, kar je super. Naše telo pa ne stoji pokonci zaradi skeleta. Naše telo stoji pokonci zaradi mišic in ovojnic. Ovojnice nam dajejo obliko, mišice pa z pravim tonusom, s pravim krčenjem ali raztezanjem, nam dajejo gibljivost in sposobnost, da smo pokonci. Skratka, naš sistem ni statičen, ni tako kot hiša. Mi nimamo temelj in stene in streho in ko se postavimo v neko lego, smo statično stabilni. Nikoli nismo statično stabilni. Nikoli, ker ves čas nihamo okrog ravnovesja. Če se pa postavimo v statično držo, se pa nekje naše mišice preraztegnejo, ligamenti preraztegnejo, ovojnice stanjšajo, preraztegnejo, nehajo drseti, nekje se skrajšajo, nastajajo skupki, nastajajo krči in zakrčitve, ki pravzaprav nam pa potem delajo hude težave po celemu telesu. Ker kjerkoli nastane neka prisilna drža v telesu, jo celo telo zazna. In reagira na njo. In kronične bolečine so nekaj, kar je naš vsak dan, že v zgodnjem odraslem obdobju, od 25. leta dalje, že. Ne samo bolečine, tudi hernije, tudi, bi rekla, diagnoze, ki zahtevajo operativne posege, zelo, zelo resna problematika. Se pravi, pokončnost? Vedno pokončen, za nasmeh neskončen. Mislim, da si bomo to vsi zapomnili. Odlično. Za konec me pa zanima še eno vprašanje. Oziroma zanima me, glede na to, da Jane trenutno smo vsi zelo v sedečem načinu življenja. Kaj pa potem recimo v službah? Kako je smiselno sedeti? In kakšen stol je najboljše uporabljati? To je zelo, zelo kompleksno področje in ergonomija je pomemben del, bi rekla, zdravja na delovnem mestu. Vendar jaz v to področje ne bom vplavala. Rekla bom, da vsak posameznik ne bom rekla, da je dolžen, pa da je kriv, kar do zdaj ni. Pa vse ne pomaga, nič ne pomaga. Ne? Pomaga pravzaprav navdih, da si želim biti pokonci in si želim biti dober. Kakšen stol me bo podprl? V redu, moje sednice so malo bolj špičaste, rada bi imela malo podlage. V redu, imaš stol z malo podlage. Praviloma naj bo to čvrst stol, brez koleščkov. Zakaj? Zato, da lahko mi svojo dinamiko na njemu izvajamo, ne da nam drsenje stola narekuje, kako se bomo zgibali v njem. Tako da čvrst stol, brez stranskih naslonjal. Zakaj? Zato, da lahko roke vmes stegnemo, da pridejo vse te vaje, ki so povsod, jih je dovolj do izraza. In da med drugim tudi naš program ima 9 vaj za relaksacijo in krepitev trupa in ramenskega obroča, vrata glave v sede, ki jih izvajamo z otroci in tudi z odraslimi,
ki so z otroci v stiku. Tako da na spletni strani pokončnost.si je tudi teh 9 vaj, ki jih lahko uporabljate. Sedite pa lepo, prosim, na sednicah in se zavedate, da je pokončnost vaša, ki jo nosite ves čas s seboj in jo lahko ves čas tudi vplivate na njo. Ne? Kaj pa prekrižane noge? Sem jaz zelo rada. Ja, sedim takole, Ja, tako ali drugače. Prekrižane noge so del, bi rekla, naše kulture, tudi ženske estetike. Nikakor se jim ne bomo odpovedale. Ne? Da bi cel dan sedele v prekrižani drži, bomo pogledale pravzaprav, kaj se dogaja z sednicami. Zakaj? Ne? Povabim vse publiko, ne? Da prekriže noge, tako kot damsko si to želimo. Ja? In zdaj spet zaniha z medenico nazaj, naprej, nazaj, naprej. In ali sta sednici enako obremenjeni? A res? Sta enako obremenjeni? Ne. Ja. Vase je treba iti, v svoje sednice je treba iti. Zdaj pa poskusi se usesti na način, da bosta enako obremenjeni, pa še vedno prekrižane noge. A ne? To je pa že vaja. Tle pa treba trebušne mišice stisniti. In prosim, karkoli že delate, da se spomnite svojih trebušnih mišic. Trebušne mišice so locus minoris, najšibkejša točka naše pokončnosti. Ker imamo podpuščene trebušne in medenične mišice, se vse ostalo kompenzatorno ravna. Skratka, trebušne mišice potegnemo. In zdaj v taki drži, z enakomerno obremenjenimi sednicami, ne zdržimo prav dolgo. In naj bo ta lepa estetska drža fina, ampak dinamična. Takole, če je 10 minut, je ultra velik, druga noga. Pa isto vajo na drugo nogo. Sednice obe v podlago, trebušne mišice stisniti, zgoren del sprostiti, se potegniti navzgor, vdihniti, izdihniti, pa spet vemo in smo v redu. Potem imamo lahko tudi vse ostale inačice, a ne, tako. Kakorkoli, ravnajte svojim telesom, kot vas navdihuje, da vam je v njem fino, a ne, da vam je lepo. Ko pa enkrat začutite, da nekje je prenapetost, jo je pa treba pogledati. A je zdrava, a ni zdrava? Če ni zdrava, jo spremenimo, predihamo, spustimo, ozavestimo, živimo dalje. Ja, se bolj začutiti svoje telo, a ne? Ja. Dostikrat v bistvu potem se mi zdi, da nam že tako telo sporoča, da ni najbolj udobno, da sedimo na ta način. Ali pa nam koncentracija pade, ali nam volja usahne, ali nam kar naenkrat pogled iz nekega veselja gre v gravitacijsko povešenost in obraza in telesa, nas vleče dol. Tako da opazovati tistih malo časa, 18-20 sekund na uro se opazovati, se samo opazovati je v redu, zato ker je naše telo edini prostor, v katerem naše življenje živi in ves čas je z nami. Skratka, ni izgovora. Kdaj? Zdaj. Pa redno. Ja, in res, ko v bistvu skrbimo za to naše psihofizično zdravje, s tem v bistvu telesu sporočamo, vse bo v redu. In glede na to, da je tale naš podcast Odkrito o skritem, me zanima, kako ti skrbiš za svoje psihofizično zdravje. Poleg lepe drže. Ja, lepa drža ni ker sama po sebi, ni sama sebi namen. Vsekakor me moti slaba drža. Zdaj, potem, ko je nek proces skozi telo narejen, ko sem tudi z nekim vztrajnostjo v vajah, ne samo zaveščanju, začela svojo držo negovati, sem rabila recimo 1 leto, da se je neka sproščena pokončnost sama po sebi naredila in je življenje mnogo lažje.
za samo pokončnostjo. Drugač pa o skritih, pa to niso take hude skrivnosti, so pa veliki zakladi. Vse, kar ljudje radi počnete in počnete predano. Jaz sem plesalka po naravi, od malega dalje. Zdaj z možem pleševa argentinski tango, predtem sem bila plesalka sodobnega plesa in sem imela tudi veliko težav zaradi napačnih pristopov v učenju tehnik. Zelo veliko tudi bolečin, tudi težav s hrbtenico, pa sem mogla pravzaprav reševati, gledati, kako pristopiti k temu. Vsekakor je botorovala moja radiologija oziroma delo z ljudmi. V radiologiji je načelno malo dela z ljudmi. Ultrazvočna diagnostika je tam, kjer vidiš ljudi. To je zelo tak, bi rekla, hvaležen, neskončno sem hvaležna, da lahko upravljam ta poklic. In v njem je veliko skrivnosti, ne samo strokovnega znanja, ki absolutno more biti, ampak je opazovanje in je poslušanje in je ta tišina, ki jo lahko v preiskavi izrabiš, zato da pristen odziv bolnika pove več o njegovih težavah, kot morda sama ultrazvočna preiskava. Tako da poslušanje je tudi veščina, ki je, in tišina je zelo dragocena. Ja, res je. Čudovito, res. Najlepša hvala za današnji pogovor. Mislim, da smo čisto vsi tukaj v Triglav Labu se naučili marsikaj o pokončni drži in mislim, da se bomo tudi od zdaj naprej večkrat spomnili, da se moramo držati oziroma držati pokončno. Ja, to zahteva kar odločitev. In ta odločitev lahko podprete. Aplikacije je veliko, tudi naša je na voljo, odprta je. Čirička 1 uro. Napisano je tudi opomnik, kaj početi z svojim telesom in dihanjem in čuječnostjo. Tako da dobrodošli na to pot. Če želite, sem seveda preko spletne strani tudi dostopna za vprašanja. Odlično. Tudi zdaj. Odlično, se mislim, da bomo vse povezave dali v opis današnje epizode. Vam, dragi poslušalci, pa bi se rada iskreno zahvalila za poslušanje. Če pa želite takšne vsebine poslušati in spremljati še naprej, lahko to storite tako, da se naročite na aplikaciji, na kateri trenutno poslušate podcast. Poslušate nas lahko na YouTube kanalu Zavarovalnice Triglav, Apple podcastih, Spotifyju in seveda bomo veseli, če se nam tudi v Triglav Labu pridružite naslednjič. Svidenje.